Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes je tukaj z mano Aleksandra. Živjo! Verjetno jo tako poznate. In danes bomo posnele, kako se bi prevedel, Confessions of a Beauty Guru. Priznanja, resnica, beauty gurujke. Beauty gurujev. Nekaj na ta način, v glavnem. Po mojem najbolj, da kar začnemo. Ja. Bom jih pa brala, pač smo jih najdle nekje. Ja. Koliko ur tedensko porabiš za filming? Snemanje, za editiranje, za vse to, kol video? Ok, boš ti prva, ali jaz? Lahko ti. Jaz dam 2 videa na teden ven, tako da bom rekla za enega, recimo, to je ful odvisno, kaj snimaš. Ok, bom jaz rekla, bom govorila o make-up videih, zato ker pač je to pretežno to, kar sem v zadnjem času največ delala. Recimo, da me vzame za snemanje uro do uro pa pol, pa editiranje, zdaj, ko imam nov računalnik, pa nov ta program za editiranje, še kakšno urco pa pol do 2. Max 2 ure, ja, sam tudi nimam zahtevnih stvari. Je pa res, da veliko več časa porabim za editiranje kakšnih vlogov pa takih zadev, ker pač pri make-upu si tak sledi, veš, v zaporedju, tako da ni taka panika. Aj ti? En cel dan. Pa če sem enkrat tedensko, ja, I know, nijam life-a. Jaz vam 2-krat tedensko blog post ponovim in enkrat ob sredah YouTube video. In mi vzame ponavadi ob torkih, pač ker sem ti šlo v zadnji moment dela. In v tork do povdne posnamem. Za snemanje jaz ful napravim, dejansko toliko je dolg video, mogoče 2 minutke, 2-3 da je. A res? Ful, tako mi gre. Dobro, ti si že dolgo prisotna na YouTube-u, ima že. Ja, ampak ne, to je govorim ful, ne. Ja, to je tudi. Za editiranje pa imam star računalnik. Tisto pa je 3, 4, 5 ur, če delam teka v fani, ker probavam neki, tam pa mi gre 4 ure, 5 sigurno. Pač dejansko do povdne posnamem, pol se dam v trenirko in sem, ne vem, dokaj je toma zdaj, sem za računalnikom in nimam nič od dneva praktično. A bolj šparaš ali ful pač? Zapravljaš. Odvisno zakaj. Tako je, jaz sem včasih ful šparala. Preden sem začela delati kot make-up artist pa trepalen, zdaj pa dobro, tudi zdaj ta YouTube pa to, ampak prej sem bila ful šparovček. Včasih sem, kar 5 mi je zdaj včasih, ko pomislim za nazaj, ampak zdaj je pa tako, da dejansko, če je nekaj, kar si želim, pač pa imam neko vizijo, da mi bo to prav prišlo v prihodnosti in to bom pač šparala za to in si bom pol tudi kupila, ne? Ne, dejansko pač ne bom kupovala nekih brezveznih stvari, samo zato, da bom imela. Tudi pri make-upu se mi ful to pozna, prej sem prišla v Sephoro, če sem šla, ne vem, recimo 2 leti nazaj v Sephoro, jaz sem lagano lahko tam zapravila 300-400 evrov vsakič, ko sem šla. Jaz sem v drugem letniku faksa, vem, da na mesečni ravni poseljena 150 evrov na Ličebega si. Zdaj, ko pomislim, zdaj si ne predstavljam. Jaz tudi, jaz make-up dejansko to, kar rabim, kar mi zmanjka. To, če prej ne vem, kakor res ful novost, pa me ful zanima, še to pomislim, a bom dejansko za ta ustance. Jaz ne vem, kdaj sem si nazadnje kaj novega, ker imam toliko doma, da jaz vem, da ne bom porabila. To je to. Jaz sem opazila zdaj z leti, če posebej zdaj, kar živim na svojem stanovanju in vse to, da so pa ful rata, da rajš vlagam v izkušnje, materijala ful libam, ampak rajš kako potovanje, izletke in take zadeve. Materijala sem pa res minimalno. Sem bila v enem obdobju ful minimalist. Res minimalno, kar se je dalo iti skozi. Selej, tako je. Kdaj ti je najlažje snemat? Ko me prime. Ne, pač, ne vem kako, kaj, dopoldne, popoldne, zvečer, kaj pa vem. Mislim, vse mi v bistvu, takrat, ko imam frej, takrat se spravim snemati, se mi da ali se mi ne da, čeprav se mi, zaenkrat se mi še vedno dano. Tako da, najtežji mi je takrat, kadar nimam neke ful dobre ideje, kaj bi posnela, to mi je najtežje zaradi tega, ker se mi zdi, ok, zdaj bo kar nekaj prisiljeno, pa tak make-up sem že posnela podoben, pa to ne bo zabavno za videti, pač, ampak dobro, ne vem. Jaz sem pa pazila, ful pri temu pomaga, da delaš en dan prej. Ja, to je tako. Ti bo časovno, te bo stiskalo, pa jutro mora biti nekaj gor in zaradi tega, veš kako ti dela brainstorming. Pri mene je definitivno največ prije vam se pravila, že več dni prej, vse najboljš pride dan preden, do povdne preden imam zadati gor. A res? Najboljši ideje, najboljš zadeve so prišle takrat ven. No sej, jaz če tako pogledam, dajem tako ob sredah po nedeljah, ampak sredin video snemam ponedeljka ali pa tork, prej. Ali pa za nedeljo snemam pa četrtke ali pa petke. Nikoli ne snemam, mislim, ful redko kdaj snemam ob sobotah, razen če snemam od doma. To, ko sem snemala s Klemnom pa z Nejcom, je bilo od doma,
Pa na soboto, zato ker smo vsi fraj, drugače pa snimam tle in v studiu in je to. Četrtki, petki. V angleščini? What makes talking in front of the camera comfortable for you? Okej. Zakaj ti je... Tako naravno to. Naravno tako, ne vem. Meni sem bila kar sem bila mala, sem stalno govorila z igralka. Bila sem na dramsko-angleški gimnaziji, tako sem ful časa preživela na odru. Okej. Pa angleško književnost in filozofijo študiram. Pri angleški književnosti smo mogli ogromno biti pred učilnico, kako bomo mi profesori in te zadeve, plus pač dogovorim dosti, zelo. Se to ful pomaga. In še to, da imaš v glavi, da ti editiraš, da imaš kontrolo na tebi. Jaz itak dam 3/4 dam noter, več kot 3/4, ampak samo da vem, dam to kontrolo, če kaj za jo, da lahko ven. Meni je danes lih babi rekla, živijo babi, vem, da gledaš. Katja, ti to editiraš še videe, a ne daš to vse v enem posnetku pa pol gor? Ja pa daj, babi! Tako da, to editiranje, ne vem, meni je bilo na začetku, jaz sem itak, ne vem, če sem že rekla, ampak jaz sem začela z videi, kjer sem se samo mazala in pa sem musko dala čez. Pač v videu, in nisem nič govorila, kar je bilo mogoče malo lažje, da se saj navadaš tega, da pač moš gledati v kamero in ne v viewfinder gor, Jaz konstantno gledam gor. Ja, se jaz tudi še vedno, ampak da pa govorim pa, ne vem, pač itak ti je na začetku ti je ful bedno, tako fakt, da se pa pogovarjam tukaj s kamero, ampak ne vem, nekako se navadaš pa izkušnje. Kaj je tvoj najhujši make-up oziroma hair... Habit, navada. Navada, tvoja najhujša. Moja najhujša make-up navada? Se ne vem. Ok, včasih, to je še preden sem se ukvarjala, je, da sem šla doskrat spat s make-upom. Zdaj ne moram, ker mi je, prav stiska me, prav tisto beden feeling imam na koži in mi je grozen in si moram dati dol. Kaj pa za lase, pa ne vem, mogoče to, da pač si dam suh šampon 3., 4. dan, ker se mi enostavno ne da ukvarjati s pranjem las tist večer. Pa sušenjem predvsem, ker meni se ne da sušiti las. Pri meni je make-up, da dam tako gor in veste, kad se že rataš prav malo shiny že. Pa kdaj se mi ne da kaj popivno telo, kar dodatno gor. Pa se dejansko obstajajo te pudri v kamne, ko so... ampak jaz ne pravim tisti. Okej. Jaz kar kopiči še tekoče, lahko kar okej. To je ful slaba za make-up. Sem tudi to dela, kar sem na študentskem domu, pač ful večeru, da smo bili pod kakim vplivom in se mi dalo pač vse drugo bi, ko pa dala dol make-up. Zdaj si ne predstavljam tega. Za lase mogoče to, da če sem si dala naprimer danes lak gor na te strani, da bo zdaj mogoče še 2-3 dni tako. Ker pač, in to se ful rado zlomi pol las, ne, ampak... Super, ne. In to, da si barvam na, ne vem, dobro ne več. Koliko časa dnevno praviš to, da se rihtaš? Povprečno. To je plus. Jaz ne delam doma, ampak boš verjetno pričakovala odgovor, pa ne boš ga tega dobila, jaz povprečno 15 minut. Ker se ne mažem za vsak dan. Lase si dam v čop ali pa v figo in to je to. Pač oblečem se, zobe si umijam, obraz si umijam in čau. Carica. Pa so doskrat stranke presenečene, ko pridejo na make-up k meni, da sem jaz brez make-upa, ampak ne vem, meni se pač enostavno ne da zjutraj 1 uro prestati, da naredim. Čeprav se je to naredila v 10 minutah, tako da like že zaradi tega, ker je to naredila v 10 minutah. Jaz ne vem, jaz jutro kar se zvalim s posle, si dam isto. To je pa, ker jaz delam od doma. Čam se stanke in to polja prav malo bolj, plus zaradi tega, ker večino imajo v Ljubljani in to pa in cel dan doma glemet gor. Samo kadar pa nijem sestanku in tega, pa tudi mi na odnevi toliko, da se doblečem. Če grem slučajno na kavo, da dam malo boljšo trenirko, ne džin slače, malo boljšo trenirko. To je to. Pa itak lase, hvala Bogu, so kratki, tudi kar se umivam in to. Pa tudi kadar se mi ne da nič, pa če jih zategnem nazaj, lahko gor in je. In čau. YouTuber, kar ga gledaš, ki si zasluži več ogledov in subscriberjev, kakor pa imajo. Pa ti imaš že, mislim, veliko pač. Ti imaš več kot jaz, tako da ti lahko mene reči. Dejansko sem mislila, da bi. Okej. No pa mitve. Ja. To zdaj pomeni, da se pejte dol naročiti pri meni in pri njej. Ja. SGM, Sonja. Kaj pa tvoje? Imaš ti še kakšno? To je ful grozno slišno, ampak jaz ful ne spremljam. Ja, jaz spremljam tako slovenskih. Ne nasploh? Vsaj ne, no, dobro, meni je pač YouTube live. Ja, meni je to na mesto TV, ja. Česa se najbolj veseliš v prihodnjem letu? Prihajajočem letu?
Novih priložnosti in izzivov. Lepa, to je diplomatska. Bomo kar to pustili. Ja. Najbolj awkward moment, ko si ga imela, ko si snemala? Awkward. Lahko jaz povem, ko se spomnim. Ja, daj. Enkrat, ko smo živeli v Gorici, Ja. mislim, ko sem živela v Gorici, in imamo stanovanje tam, trosobno, in sem že tako imela toliko placa, tako je bilo od kamere do tukaj, in pol jaz snemam, govorim, ful rada govorim, in edine pol minute, ko je bila tišina mimo moje sobe, ker brat in jaz takrat nisem znala editirati, nisem nič. Nisi mogla ven zrezati. Ja, ne, hvala Bogu, je pol bivši nekako mu uspelo pokriti, pojma nimam, ampak ja, to je bilo najbolj awkward moment. Shit. Ja. Koliko časa se pripravljaš za snemat video? Pač po mojem tudi to luči in vse. Jaz vsakič postavljam luči, tako da to me vzame, zdaj, ko sem se že izverzirala, enih 10 minut. Sorica. Ja, čakaj, jih odpiraš in vse? Vse, pač to se vse v vrečo sprav vse. Jaz imam pa zmeri odprt tam v uni moji pisarnici, imam zmeri tam odprte. To bi bilo. Samo imam 2 mačke, veš, ko mora biti tako. Ja. Mačke, zdaj bo zabavno, ko bojo smrekce, ko ne bo niti 10 minut postavljeno. V glavnem, da ne zaidem iz teme luči 10 minut, pol da si vas make-up pripravim na mizi, ko ga hočem uporabiti v videu, je ene 10 minut, smo že na 20. Po moje je ene dobre pol ure. Ful si dobra. Tako, ampak že veš kaj je fora, jaz, ker snemam tukaj v studiu, že en dan prej razmišljam vsem, kaj moram imeti pripravljen. Od outfita do, ne vem, določenih stvari, ki jih hočem pokazati noter, pač da jih od doma že prinesem in jih itak manj že naštimane, veš. Sarica. Če bi doma snimala, bi verjetno velik del. Ne, se ni dal, ampak pač ja, mucki naenkrat prija, pa se kjert pole moj, kad zmeri, kar snemam, neki se oglaša, se jih ful ga imam rad, ful je zlato biti, ampak zmeri mora neki oglašati. A zdaj nosiva med tem, ko se snemava, hlača oziroma krilo ali pižamo spodi. Sva spodobno oblečene, jaz imam kavbojke. Jaz pa one, če boste šli gledati moj video, kokola, hlače, kratke, usnjene. Drugače se pa ne bi branila tega, kar se poslužujejo, ko od doma snimajo v spodi trenerka. Jaz sem to zmeri. Veš, koliko video pa da sem nekaj govorila o tem in da sem se mogla pokazati. Na kaj v življenju si najbolj ponosna? No, to je tako globoko vprašanje. Ti povej prva, kar izvoli. Na to, da sem to lahko obe dve rečeva. Da so pri 23 imava svoje pač nek biznis in to, kar naj veseli. Pa jaz tudi to, da sem pri 23 250 km od mojih, pa svoje stanovanje imam pa svoj cel life. To se mi zdi najna samostojnost, da je to. Ker jaz prej mi je razlagala, kaj vse dela in sem bila, dejam 23 let ima ženska. Sam, a veš, kad delaš nekaj, kar ti je cool, tako, ja. Pač sploh, meni recimo, mi je kar malo čuden reči, grem v službo, ali pa ne vem, me Klemen kliče, kje si v službi, ok, delam, ok, ampak v službi sem kar ono, ne, pač čuden, sploh ne tretiram to kot službo, zato ker mi je pač, začela sem z vsem tem kot hobi, a veš, in ne vem, to res prav, sem kar ponosna, da sem si lahko to kot službo naredila, no. Ne, filja. Tako da po moje je res to, da sem na to najbolj. V glavnem, danes, ko to snimava, oziroma preden sva začela snemati, se je zaključila moja nagradna igra, ki ste lahko v njej sodelovali od prejšnje nedelje, se pravi od enega tedna nazaj. In Aleksandra bo zdaj zbrala nagrajenko, zbirala bo pa med vsemi pofočkanimi v komentarjih. Tako da, a si že najdla? Nisem, ker jaz preferiram tiste, ki se malo razpišejo, pa bolj osebno naredijo. Kak grem v to iPhone? Takole, sam klikneš. Jaz preferiram tiste, ki so bolj osebne, pa tudi kaj lepega napišejo. Maja Remec! Bravo Maja, čestitke. V glavnem, v spodi ti bom pustila moj mail, prosim, če se mi tam oglasiš, lahko tudi na Instagramu ali pa na Facebooku, kjerkoli ti je lažje, da se zmenimo za prevzem nagrade. Vsem ostalim hvala za sodelovanje, ful ste bile zakon, hvala za vse lajke in komentarje. Definitivno se pa ne pozabite naročiti na moj in na Aleksandrin kanal. V spodi bom pustila v infoboxu še od Aleksandre vse, kako bi ti mu rekla? Vse moje vsebine. Vse njene vsebine, blog, YouTube, Instagram, Facebook, vse. Tako da,
go check it out. Itak te poznajo. Ne, da sem gledala, Itak te poznajo. Glavnem, upam, da ste uživali z nama. Hvala, ki si prišla. Tako da ja, se vidimo naslednjič. To je to. Čau, čau. Čau.